Svete gore nad Bistrico ob Sotli so izjemno bogato in tudi malce skrivnostno arheološko najdišče na Kozjanskem. V prejšnjem prispevku smo vam predstavili staro romarsko pot do Svetih gor in 4 kapelice. Če ste jih spregledali, si jih še vedno lahko ogledate tukaj. Vsi svetogorski sakralni objekti imajo v slovenskem prostoru izjemen kulturen, arhitekturen in zgodovinski pomen. V današnjem prispevku vam bova z domačim župnikom Damjanom Kežerjem predstavila svetogorsko Marijino cerkev. O nastanku Svetih gor in Marijini cerkvi je še do danes ohranjeno več različnih legend. Mnoge so prikazane z Marijinim prikazovanjem. Ena izmed njih pa pravi, da so voli, ki so nosili sem gor Marijin kip, ki še vedno stoji sredi cerkve, so pot šli po kolenih. In še danes, če smo pozorni, mogoče vidimo odtise njihovih kolen. Čas izgradnje prvotne Marijine cerkve ni znan. Predvidevajo, da je zelo stara, morebiti celo starejša od Jurjeve ali Martinove kapele, ali pa vsaj sočasna, nekje da je nastala v 9. ali 10. stoletju. Zagotovo pa je, da je vsaj v 13. stoletju tukaj že stala Marijina cerkev, saj v pisni veri ta hrib poimenujemo kot Marijin hrib ali pa kot hrib naše gospe pri Kunšprgu. Ena izmed legend o nastanku Svetih gor pripoveduje, da so cerkev in kapelice dali pozidati kunšprski gospodje. Kunšprska grofica Terezija je nekega dne jezdila proti Podsrečkemu gradu. Ravno na tem mestu se je zapletla v grmovje in trnovje. Nikakor se ji ni uspelo rešiti. Tedaj se je zaobljubila, da če se ji uspe rešiti, bo dala tukaj sezidati cerkev. To zgodbo nam pripoveduje tudi najstarejša ohranjena votivna podoba iz leta 1680. Glavni oltar je kar na 3 štuke grajen. Na njem vidimo 4 Marijine prasnike. Spodaj Marijo kraljico, v sredini je podoba Marijinega rojstva, zgoraj podoba Marijinega vnebovzetja. Na sredini je napis Consanguinitas Christi, kar pomeni, da so na tem oltarju osebe, ki so v krvnem sorodstvu z Jezusom in Marijo. Spodaj najprej desno Elizabeta, kateri je poromala Marija v njeni nosečnosti, zraven je Janez Krstnik, njen sin, na drugi strani pa sta 2 predstavnika očetov, sveti Jožef, mož device Marije in pa sveti Zaharija, mož Elizabete. Na oltarju je tudi sveti Jakob, ki ga prepoznamo po školjki, in je tudi zavetnik Romarjev, saj je njegova znana pot v Komposteli v Španiji. Tako kot na glavnem oltarju, tudi na stropu lahko opazimo freske, ki so povezane z Marijinim življenjem. Poslikal jih je okrog leta 1870 italijanski slikar Tomaž Fantoni. Lahko vidimo prihod Svetega Duha, binkošti, prvi Jezusov čudež, kako mrtvega Jezusa položijo Mariji v naročje in še nekaj drugih prizorov. Današnja cerkev ima baročno podobo. Velika gradbena dela so potekala v začetku 17. stoletja in leta 1611 jo je svečano posvetil ljubljanski škof Tomaž Hren. A že dobro stoletje kasneje so ugotovili, da je cerkev premala za vse romarje, zato so dogradili obe stranski ladji in galeriji, na katerih so nekoč prenočevali romarji. Konec 18. stoletja so se zgodile jožefinske reforme, ko so bile romarske poti prepovedane. Cvetoča romarska pot je zamrla in se ponovno budila šele okoli leta 1860.
Tale slika prikazuje romanje iz leta 1779. Takrat je bila na Dravskem polju kuga in ljudje so se zaobljubili: Marija, če nas rešiš kuge, obljubimo, da pridemo k tebi vsako leto na Svete gore. In to svojo obljubo ohranjajo vse do današnjih dni. In tudi danes mnogi, kakor takrat, prihajajo peš. Romarka iz Makol mi je zaupala: v nosečnosti sem imela velike težave. Zato sem se zaobljubila, da poromam k Ptujsko-gorski Materi Božji. Podobno je storil tudi moj sin in od takrat smo vsako leto peš priromali na Svete gore. Najraje pa se romarji ustavijo pri tronu na sredini cerkve, kjer pokleknejo, se zahvalijo za razumevanje v družini in prosijo za zdravje in druge potrebe. Zanimivost Svetogorske Marije z Jezuščkom je ta, da ta kipa preoblačijo. Hranijo prek 30 različnih oblek. Prvotne cerkve so gradili na grobovih svetnikov, kasneje pa so v vsak oltar vzidali ali dodali relikvije številnih svetnikov, ki jih najdemo tudi tukaj pri Mariji na Svetih gorah. Večna lučka je delo znanega slovenskega arhitekta Jožefa Plečnika. On je naredil tudi načrt za zunanjo ureditev Svetih gor, ki pa nikoli ni bil uresničen. Načrt je iz leta 1946. Poleg Marijine romarske poti in poti ljubezni čez Svete gore poteka tudi Slomškova romarska pot. To pa zato, ker je takrat, ko je bil Slomšek kaplan na Bizeljskem, tudi sam rad prihajal sem, tukaj pridigal, spovedoval in maševal. Ob 150-letnici Slomškove smrti leta 2012 smo tukaj pred cerkvijo postavili kip Antona Martina Slomška, ki ga je izdelal domačin Franci Črnelč. Marijina cerkev na Svetih gorah je tudi odlično koncertno prizorišče. V njej je nemalokrat nastopil tudi domač mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli. Prispevka o Svetih gorah in o Marijini cerkvi naj za vas veljata kot povabilo, kajti da boste lahko začutili bogato kulturno dediščino tega kraja, ga morate doživeti sami.